Daj, Rasto, povej mi, zakaj človek v bistvu je v stresu? Zakaj smo mi v stresu? Zakaj nas neke stvari stresirajo? Grada kratek ali dolg odgovor? Daj pa prvo na kratko. Ljudje pridemo v stres zato, ker je razlika med tem, kjer bi hoteli biti, in med tem, kjer smo, prevelika. Okay. Se pravi, mi si nekaj želimo, Okay. in zdaj tega ne dobimo, recimo, ali pa želimo nekje biti, z nekom biti, in nismo z nekom, nismo tam, kjer bi želeli biti, nismo v tisti službi, ali pa recimo imamo nek rok, ko moramo nekaj narediti, pa imamo občutek, da tega ne moramo narediti v tistem delu. In zdaj, kolikor večja je razlika med realnim stanjem, spravi, realno stanje je tisto, kjer mi dejansko smo, in našim namišljenim, želenim stanjem tam, kjer bi radi bili, koliko je ta razlika večja, toliko je večji stres. Plus, kolikor je naša intenzivnost, kolikor mi vložimo več mentalnega in čustvenega napora, lahko tudi telesnega, v to, da bi bili tam, pa tam ne moremo biti in tega ne moremo sprejeti, to povzroči stres. Se pravi, čisto konkretno, ne vem, v službi veš, kako bo tvoj delovnik potekal, potem pa pride iz te strani nekaj, pa še to, pa še to, pa še to in obstaneš in tako, fak, jaz ne zmorem več. Kako konkretno lahko v tej situaciji smo manj v stresu, ko imamo pa toliko stvari za zrihtati? V bistvu, recimo, tak primer nas spravi v stres zato, ker mi nočemo sprejeti posledic stanja. Se pravi, mi smo si zadali, da bomo naredili 5 stvari in da jih bomo naredili do 15 in smo mogoče tudi obljubili, da bomo naredili 5 stvari, potem pa pride ena večja pomembna stvar. In zdaj se nam zgodi, da mi ne moremo, se pravi, mi ali to pomembno stvar spustimo, ali tiste, ki smo obljubili, ne moremo narediti. Če spustimo to pomembno, potem mi lahko izpademo kot slabi, nesposobni, ne dovolj zreli ali pa ne vem, nismo znali prav izbrati. Če ne izpolnimo tiste do 15. ure, potem ne izpolnimo svoje obljube in spet pač smo nekaj v tem našem vrednostnem sistemu, se nam poruši ta naša samopodoba. No, in mi namesto, da bi sprejeli stanje tako, kot je, se pravi, dajmo reči, da noben način se ne da to narediti, ker je preveč. To fizično ni mogoče, ni mentalno mogoče, noben način ni mogoče to narediti. Prvi korak, da greš ven stresa, je, da stvari sprejmeš take, kot so. Ni mogoče. In potem ti ne ostane drugega, kot da si postaviš prioritete, nekaj izbereš. Zmeram je neka stvar bolj pomembna od druge. Nekaj, vsaj za las je bolj pomembno. In potem pač greš in narediš tisto, to drugo, pač kolikor je narediš, in poljo pač končaš do, recimo, 4, 5, 6, ne vem, kakorkoli že. Ali pa pogledaš, kaj je lažje, ali bo recimo človek, ki smo obljubil, da boš nekaj naredil, ali bo lahko razumel, da je zdaj prišla neka zadeva in da zaradi tega se nekaj, greš na sestanek, se ti avto pokvari. Da ti lahko sebe, ali pa greš na sestanek, moraš biti ob 3 tam, gužva na cesti. Ti tega stanja ne moreš spremeniti. Če ti ne sprejmeš tega, si nervozen, pa začneš delati neumnosti po cesti, se riniti ali pa začneš poskakovati v istem avtu, ampak to dejstvo ne spremeni, nič se ne bo zgodilo. Zmeraj je to, ti bi rad bil ob 3 tam, si sredi kolone, sredi gužve, ne moreš biti, ne moreš sprejeti tega stanja in ta razlika med tem, da si ti v koloni in tega ne moreš sprejeti in tistega, da bi moral biti ob 3 na nekem pomembnem sestanku, to tebe spravlja v stres. Ampak tisti stres ne bo nič spremenil. Nič se boljše ne bojo videli ljudje, ti ne boš ob 3 na sestanku, nič se ne bo zgodilo. To je samo, da spremeš realnost taka, ki je in v tisti realnosti narediš tisto, kar pač lahko narediš.